En lep pozdrav iz Bruslja. Lahko rečem dinamičnega Bruslja, ker se seveda med drugimi trudimo tudi za to, da preko investicijskih vzvodov poženemo evropsko ekonomijo. Za danes sem bila naprošena, da spregovorim z vami nekaj o tako imenovanem Junckerjevem načrtu, Junckerjevemu fondu. Pa vendarle mi dovolite, da predno preidem v podrobnejšo razlago tega načina delovanja, bi omenila še ostale vzvode, ki so ali bodo na voljo za zagon investicij in s tem tudi ekonomskega razcveta Evropske unije. Kot prvo, vsi veste, že vam dobro poznana tako imenovana kohezijski viri financiranja in ravno v teh kohezijskih virih financiranja za naslednjo razvojno obdobje je velik poudarek na investicijah, tudi na prometnih investicijah, pa izobraževanju, pa zagonu možnosti za mlade in seveda za preprečevanje revščine. Potem vzporedno s tem še vedno potekajo znani stari načini financiranja, to je med drugimi na eni strani klasični bančni krediti Evropske investicijske banke in na drugi strani tudi tako imenovani CEF mehanizmi, ki omogočajo financiranje vseh infrastrukturnih projektov, ki se nahajajo, predvsem prometnih projektov, ki se nahajajo na tako imenovanih 9 koridorjih. Poleg tega Evropska unija tudi pripravlja pomembno tako imenovano Evropsko kapitalsko unijo, ki bo omogočala predvsem razcvet malim podjetjem. No in vzporedno s tem pa računamo, da že od junija naprej bo na voljo tudi tako imenovan Junckerjev načrt. Vendar na začetku naj poudarim, da je ta Junckerjev načrt oziroma Junckerjev fond za zagon investicij zelo pomemben, predvsem zaradi tega, ker prvič resno aktivira privatni kapital. Privatni kapital vabi v to, da se angažira na trajnostnih investicijah, ki so vezane predvsem na infrastrukturo, raziskave in na razvoj podjetništva. Vendar so tu 3 pogoji, ki so nujni za to, da lahko ta plan pravzaprav uspešno sploh se zažene. Prvi pogoj je, da se vzpostavi stabilno finančno okolje, ki ga države zagotavljajo za to, da se privatni kapital sploh želi oziroma upa angažirati. Potem so seveda pomembne spremembe v regulativnem okviru in ne nazadnje, brez česar pa uspešne te zgodbe ni, pa so projekti. No in v okviru tega fonda seveda vzpodbujamo, predvsem z moje strani, pa tudi vse splošno, projekte, ki imajo trajnejše posledice tako za socialni kot ekonomski razvoj nekega področja. Projekti, ki so sposobni, da se v naslednjih 3 letih tudi začnejo dejansko izvajati in seveda, ki imajo stabilno donosnost na dolgi rok. In kaj pravzaprav so tisti pomembni elementi tega fonda? Kot prvo je dobro, da vemo, da gre za Evropski fond za strateške investicije, v katerega, kot sem že rekla, angažiramo zasebni kapital. Drugo je pomembno, da je v tem za ta zasebni fond oziroma za fond z zasebnimi investitorji, da so predvidljivi projekti, ki so stabilni in ki imajo lastnosti, ki sem jih že prej naštela. Pri tem je za tako imenovani projektno skupino tudi pomembno vedeti, da je predvsem pomembno, da je projekt dober, da je dobro zastavljen, da ustreza pogojem in zato seveda so tudi države članice povabljene, da te projekte prijavijo, vendar to ni edini način, kako bomo lahko do teh uspešnih projektov prišli. Tudi mi, posamezniki, komisarji, nagovarjamo svoje področja, da se aktivirajo in seveda v skladu z evropsko strategijo prijavljajo ustrezne vsebine. Osebno verjamem, da ima prav prometno področje izjemno priložnost, ne samo da pospeši investicije skozi zagon tako imenovanega CEF mehanizma, ki je predvsem namenjen financiranju koridorskih projektov, ampak
tudi z tem novim fondom, Junckerjevim fondom, da pridemo do investicij tudi v projekte, ki so bolj rizični na prometnem področju, pa vendarle nosijo velik potencial tako za generiranje novih zaposlitvenih možnosti, predvsem pa dodane vrednosti v prostoru, kjer bodo nastajali. Prav na tem področju vidimo velike priložnosti v povezavi z informacijsko tehnologijo, z sodobnimi orodji, z razvojem orodij, z razvojem aplikacij, rešitev na prometnem področju. Kot veste, bomo strateško se na področju prometa predvsem v naslednjih 5 letih usmerjali v digitalizacijo, v pospeševanje uporabe elektrifikacije v vseh prometnih oblikah, na vseh prometnih področjih in seveda z izvozom evropskih rešitev tudi na globalni trg. Zato ponovno vabim, da se seveda aktivirate, da poiščete priložnosti in da razmišljate v vseh teh kriterijih, ki so postavljeni kot pogoj za primernost projektov, ki se bodo v to prijavljali. Seveda bo zato, da bo prišlo do ustreznega določanja prioritet oziroma tistih projektov, ki so najbolj primerni za financiranje iz tega mehanizma, bo na tem področju delovala neodvisna komisija, ki bo sestavljena iz tistih predstavnikov, ki predstavljajo vlagatelje v ta fond. Trenutno, v tem trenutku je to Evropska investicijska banka in Evropska unija, vendar verjamemo, da z vsakim mesecem po zagonu tega investicijskega mehanizma, da bojo vstopali novi zasebni vlagatelji in preko svojega vložka tudi oni prišli do pravice pri procesu odločanja. Najprej pa je treba opozoriti, da zato, da bi zagotovili uspešnost tega mehanizma, se je oblikoval tako imenovani svetovalno vozlišče, Advisory Hub za evropske investicije, ki bo stal nosilcem projekta ob strani, zato da bodo lahko svoje projekte pripravili kakovostno, da bodo ustrezali že prej omenjenim kriterijem in da bodo seveda vseevropsko naravnani. Poleg tega tako imenovanega svetovalnega telesa pa bo potem odločanje o projektih, ki so primerni za investiranje iz tega načrta, bodo še 2 stopnji, in sicer prva stopnja bo sestavljena iz skupine neodvisnih strokovnjakov, ki bodo predvsem presojali projekte po strokovni liniji, in potem naslednja stopnja, ki pa bo sestavljena predvsem iz predstavnikov članov, ki so investirali v ta fond, in se bo presojala tudi ekonomičnost oziroma ta trajnostna naravnanost. Kdo so sploh projekti, ki bodo smiselni za ta za strateško financiranje? To bojo na eni strani projekti namenjeni za infrastrukturo, kjer verjamem, da bo prometna infrastruktura dobila ustrezno vlogo in se bo pojavljala s svojimi novimi projekti, prav tako tudi elektrifikacija. Veste, da Evropa se bo usmerjala v elektrifikacijo na vseh področjih, zato bodo seveda projekti, ki so tako na področju energetike zelo primerni, pa tudi pri našem transportnem področju tudi projekti, ki bodo zagotavljani dostop do električnih polnilnic, in pa seveda vsi ostali dodatni projekti, ki bodo pokrivali vsebine, ki so vezane na elektrifikacijo prometa. Potem imamo pa še drugi krak, ki je pa namenjen razvoju podjetništva in investiranju v tehnologije in pa inovacije, kjer pa seveda se bojo prav tako vzpostavljali motivacijski mehanizmi, da se čim več malih podjetij angažira in pritegne ta kapital v svoje vrste. Osebno verjamem, da je to pogumen in pomemben korak naprej, da Evropa ne sloni samo na podpori, na podporah, na državnih podporah, ampak predvsem, da si upa vstopati v investicijski cikle in povabiti privatne investitorje
investitorje v ta proces, zato da lahko dosežemo višjo stopnjo dinamike, višjo stopnjo tudi odgovornosti do ustvarjanja dodane vrednosti in s tem seveda zagotovimo en poseben svež ritem na področju investicij in hkrati posledično na področju celotnega gospodarstva. Jaz upam, da se bomo na katerih od teh projektov srečali, predvsem pa, da boste pogumno tudi iz Slovenije vstopali v te začrtane poti in izkoriščali mehanizme v dobro seveda slovenskega in vseevropskega prostora. Hvala lepa za to priložnost in želim vam odličen dogodek in seveda čim več dobrih v prihodnost naravnanih idej. Hvala lepa.